Živijo, ime mi je Mary in sem Medi in danes želim z vami deliti eno mojo izkušnjo, eno prigodo, ki se mi je zgodila ta teden. In sicer v ponedeljek sva se s fantom vračala iz vikend dopusta. Šibala sva, da ne bom prepozna za svoje delo. Pojedla sva kosilo in odpravila sem se od doma. In že ko sem šla od doma, sem za trenutek začutila, zgodil se mi je klik, nesreča. In sem prosila za varstvo, za zaščito, za vse udeležence v prometu in se odpravila od doma. Sem imela pa teden pred tem vikendom na medijstvu stranko in komunicirala sva z njenim pokojnim možem. On mi je že med vožnjo takrat v salon, ko sva imeli medijstvo, povedal nekaj svojih značilnosti, zato da sem mi takoj lahko potrdila, da je on tisti, ki komunicira z nama. In ena izmed teh njegovih vrlin v življenju je bila, da je bil zelo pazljiv voznik in zelo natančen. In ko sem se usedla v avto, sem začutila, da je on prisoten. In sem rekla, živijo, ok, če moram predati še kakšno sporočilo, je dobrodošlo, ga bom posredovala z veseljem, če si mi danes samo družba, pa tudi dobrodošel. In je bilo tako, kot da sedi z mano v avtu in se mi napeljeva. In ko se na moji poti na določenem mestu konča naselje, se odpre najprej ena ravnina, potem sledi ovinek in potem druga ravnina. Pred mano je vozil voznik, ki je vozil izven naselja veliko počasneje, kakor bi sicer lahko, zato sem se odločila ga varno prehiteti in sem ga. In ko sem prišla na tisti drugi del ravnine, sem začela upočasnjevati, zato ker je potem zopet naselje. In kaj se je zgodilo? Nasproti je prihajal voznik s kombijem, ki je imel pripeto prikolico. Ta prikolica se je v momentu odpela od tega kombija in začela drveti proti meni. In ko sem jaz to zagledala, sem samo pritisnila na pogasu, zato da je moj avto hitreje šel mimo, prikolica je šla proti meni. In v momentu, ko bi mogla po vsej tej fiziki ali kakorkoli že prikolica trčiti vame, je prikolica odvila okrog mojega avta in potem, ko je bil moj avto mimo, oziroma jaz v njem, se je prikolica ustavila na mojem pasu. Jaz sem bila paf in hkrati v momentu neskončno hvaležna in vsem, ki so me čuvali. Čutila sem, da sem imela res ogromno prisotnih angelov. Tudi ta pokojni mož, vem, da je opravil svojo nalogo. Verjamem, da je šlo tukaj res za eno močno varovanje, za rešitev, ker vprašanje bi bilo, kaj bi bilo, če bi ta prikolica trčila vame. Nočem vedeti, res sem iskreno hvaležna. Verjamem, da je bil Bog tisti, ki je posredoval oziroma mi poslal toliko enih posrednikov, ki so opravili to nalogo, ki so odvili to prikolico, kakorkoli. Neskončno sem hvaležna res vsej tej podpori, ki jo imam. Neskončno sem hvaležna vsem strankam, zato da lahko spoznavam vaše pokojnike, ki so v bistvu mogoče že celo kdaj prej in vedno kasneje tudi del mojega življenja. Želim vam s tem povedati to, da zaupajte, da vaši pokojniki poskrbijo za vas, pa če je to njihov namen ali pa božji namen za to, da vas obvarujejo. Recite temu, kakorkoli želite, lahko tudi vesolje, energija, nima veze. Verjemite, zaupajte, bodite hvaležni in želim, da bi vedeli, da se to dogaja na vsakem koraku, da so manjši in večji čudeži v življenju. In jaz verjamem, da se mi je v ponedeljek zgodil eden izmed mogoče celo večjih čudežev. Res sem hvaležna in želim, da lahko tudi vi občutite to, da obstaja, da je vse mogoče.
Tako. In evo, tukajle sedim pred hišo in ko sem začela pripovedovati, sem zagledala tole. Ja, ni popolne oblike, noben izmed nas ni popoln, nobena izmed duš ni bila in še vedno ni popolna, vsi pa smo eno in smo v enem popolni. In vedno mi pokojniki puščajo srčke v najrazličnejših možnih oblikah. Enkrat bom tudi to svojo zbirko vseh teh srčkov delila z vami. In evo, to je bil še en dokaz, da so tudi tokrat bili prisotni v temle videoposnetku. Želim vam krasen vikend, bodite čudoviti, bodite hvaležni, bodite super in srečni.